Vsako jutro imam rada občutek, da se dan začne počasi, da si vzamem nekaj minut zase, preden se vse zares začne. Ko vodiš svoje projekte, se hitro naučiš, da popolnega ravnovesja ni. So dnevi, ko je vse natančno načrtovano, in dnevi, ko se načrti spremenijo v eni sami minuti. Ampak ravno to mi je pri mojem delu všeč, noben dan ni enak prejšnjemu. Vedno pravim, da me najbolj žene radovednost. Rada ustvarjam, spoznavam nove ljudi, iščem nove ideje in sprejemam izzive, ki me malo prestrašijo. Takrat vem, da rastem. Velik del mojega dneva poteka na poti. Iz sestanka na snemanje, iz mesta na šport ali na kavo s prijatelji. In iskreno, všeč mi je ta občutek svobode, da lahko vzamem vse, kar potrebujem, sedem v avto in grem, brez kompliciranja. Na koncu pa ugotavljam, da uspeh zame ni to, koliko stvari odkljukaš v enem dnevu. Uspeh je, da si ustvariš življenje, v katerem se dobro počutiš, da delaš stvari, ki te navdihujejo in da si na poti do njih lahko vedno preprosto ti. Čau, skočil ti. Ajda, mi smo te danes ujeli, ker nas zanima, kako poteka tvoj dan z Minimallows. Kaj je ena navada, brez katere si ne predstavljaš svojega delovnega dneva? Ena stvar, ki se pa res vedno držim, ne glede na vreme, letni čas, je, da si zjutraj skuham čaj. To me tako ful pomirja, preden sploh pogledam maile, karkoli, ne glede na to, a vem, da bo natrpan dan ali ne, je to tisti moj trenutek. Rajši bolj zeliščne čaje ali sadne? A veš, da oboje, doma imamo vrt, tako da imam domačo meto in kamilice. Katere so nujne stvari, ki jih imaš vedno v svojem avtomobilu? Vedno imam neko flaško, bidon z vodo. Evo te zdaj ga imam. Nice. Pa telefon in ključi od doma. Kaj bi rekla, da je tisti tvoj zakaj? Zakaj opravljaš delo, ki ga opravljaš? A veš, da je tako malo klišejsko, ampak so bile to zelo dolg moje sanje. Po moje celo, odkar sem štartala Minimallows, sem si vedno tako, čisto od začetka nekaj si sploh nisem predstavljala, da lahko to toliko zraste. Ampak potem, ne vem, po parih letih sem pa potihem sanjala, da kaj pa, če bi jaz to mogoče res nekoč delala. A počneš še kaj drugega kakor Minimallows? Ja, a veš, da tega dela mogoče ne izpostavljam toliko, ampak freelancam design, pa v bistvu product development, kaj ne rečem. Imamo neko ekipico, ki delamo predvsem za tuje naročnike, tako da ja, se še vedno držim neke te osnove, ker sem tudi študirala tega product designa, pa me ful veseli še vedno ta del.